Z današnjo novinarsko konferenco, ki je organizirala mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in digitalno središče nevladnih organizacij, smo želeli izpostaviti nekatere pomanjkljivosti in pa predloge za boljše ukrepe na področju digitalne vključenosti prebivalstva. Z tega vidika smo izpostavili predvsem 3 dimenzije. Prvo je, na kakšen način se sploh oblikujejo javni ukrepi in pa politike na tem področju. Tukaj mislimo, da je treba imeti večje sodelovanje javnosti, strokovni javnosti in pa ciljnih skupin pri opredelitvi teh ukrepov. Vidimo tukaj predvsem močnejšo vlogo nevladnega sektorja, ne samo kot izvajalcev teh ukrepov, ampak tudi pri strokovni podpori pri načrtovanju le-teh. Druga stvar, ki je tudi pomembna, smo želeli izpostaviti razmerje med tehnologijo in pa družbo. Namreč zavedamo se, da smo na poti digitalizacije, digitalne preobrazbe, vendar je pa zelo pomembno, da digitalizacija kot sama ni cilj naše družbe, ampak je cilj kakovostno življenje v družbi in kateri pa lahko potem tehnologije na takšen in drugačen način pomagajo. Zato je tudi zelo pomembno naše sporočilo. Ni vseeno, kakšne tehnologije uporabljamo, tudi ni vseeno, s kakšnim namenom uporabljamo in tudi kakšne so posledice teh uporabe in pa ne nazadnje, kdo je lastnik teh tehnologij in komu je tudi na koncu interesu in kako je ta interes tudi usklajen z javnim interesom glede uvajanja tehnologij v naša življenja. Mislimo, da je tukaj zelo pomembna vloga nevladnega sektorja, tako kot strokovnega predlagatelja kakovostnih ukrepov, kot tudi nekoga, ki nastavlja ogledalo tem procesom digitalne preobrazbe, kajti nevladni sektor je v osnovi zavezan človekovim pravicam in pa kakovostnemu življenju v digitalni družbi. Tisto, kar želimo mi izpostaviti, da trenutno so pač take pogoste buzzwordi, starajoča se družba in pa digitalna vključenost. Torej, dajmo nekaj urediti, da bomo to spravili v prakso, ki je prijazna ljudem. Trenutno se uporabljajo indeksi, kazalniki, ki zamejujejo zgornjo mejo starosti. Se pravi, ne moramo mi govoriti o vključujoči družbi starejših, če jim nudimo razne ukrepe in storitve, ali do 64 leta za vseživljenjsko učenje, ali do 74 leta za digitalno vključenost. Oziroma, to je DESI indeks. Se pravi, tega ne moramo uporabljati, če želimo dejansko biti vključujoči in če želimo starejše prepoznati kot ljudi z pestro zgodovino in bogatimi izkušnjami. Torej, dajmo delati na tem, da jih vključimo po naših izkušnjah. Ljudje želijo biti vključeni. Bojijo se digitalizacije, sploh tisti, ki se v svojem aktivnem življenju niso srečali. Ne s pametnim telefonom, niso tapkali po telefonu in podobne zadeve in zato potrebujejo temu primeren pristop in način in zato si želimo, da bi pač ministrstvo, tako za digitalno preobrazbo, za delo, družino, socialne zadeve, kot tudi za solidarno prihodnost, se povezala in zato, ker poznajo, eni so dobri po stroki, drugi poznajo populacijo in če se povežejo in sodelujejo z nami kot nevladnimi organizacijami, lahko pripravijo ustrezne ukrepe, da bomo imeli storitve in orodja, ki jih starejši potrebujejo za digitalno vključenost, na njim prijazen način. Na današnjem dogodku, na današnji novinarski konferenci se mi zdi ključno, da izpostavimo tudi področje digitalne dostopnosti, ki je trenutno eno izmed najpomembnejših v razvoju digitalne družbe. Namreč ugotavljamo v mreži NVO Uvid na tem področju, da je še veliko deficitarnih področij, predvsem glede ozaveščenosti samih zavezancev veljavne zakonodaje. Ne nazadnje 2025 pričakujemo tudi uveljavitev zakona o dostopnosti digitalnih produktov in storitev za invalide. Kar je pač ključno za celotno Slovenijo je, da prepozna spletno dostopnost kot nekaj, kar je koristno in ključno za uporabo spleta in vseh digitalnih vsebin za vse, s poudarkom na uporabnikih, ki so starejši in uporabnikih z oviranostmi in pa različnimi invalidnostmi, ker imajo drugačne uporabniške navade, ki jih moramo nujno začeti upoštevati, ker ne nazadnje ima vsak uporabnik različne navade, za vse pa moramo poskrbeti, da lahko dostopajo do teh pomembnih vsebin, ki so v bistvu vključene v vsakodnevno življenje. A meni se zdi najbolj pomembno tukaj poudariti to načelo public money, public code, ker
Tukaj gre za to, da se javni denar investira v odprto kodo, odprte formate in odprte standarde. In to z razlogom, ker imajo te rešitve ogromen pozitivnih eksternalij. In glavna razlika med javnimi investicijami in zasebnimi investicijami je v tem, da pri zasebnih investicijah se cilja na čim večji return of investment direktno. Pri javnih investicijah gre pa za to, da mogoče return of investment direkten ni toliko visok, so pa zaradi tega pozitivne eksternalije toliko velike. Tak tipičen primer so naprimer ceste in avtoceste v Sloveniji, ki so tudi sam feedback, sam profit verjeten ni tolikšen Darsu, je pa ogromen plus za celotno populacijo in celotno gospodarstvo, da ceste obratujejo. In tukaj je spet pri odprti kodi in odprtih standardih je zelo podoben. Zato da public money, public code. Po našem mnenju v načrtu manjkajo naslednji ukrepi. Trajnostne, energetsko učinkovite digitalne storitve in sistemi umetne inteligence, naslavljanje verig emisij v IKT sektorju, minimiziranje podatkovnega skladiščenja in zmanjševanje ogljičnega odtisa digitalnega gospodarstva, energetska samooskrba, ki bo podpirala digitalizacijo, ukrepi za dosego ciljev zelenega dogovora, kot so preprečevanje načrtnega zastaranja digitalnih izdelkov, storitev, povečanje njihove združljivosti, zagotavljanje pravice do obnavljanja in servisiranja ter spodbujanje ponovne uporabe računalniških naprav. Projekt Na prostem je v resnici rešitev za proces digitalizacije nevladnih organizacij. Predstavlja rešitve v obliki odprtokodnih programov in storitev za nevladnike, torej ponujamo usposabljanja in tudi tehnično pomoč za uporabo le-teh. Moja naloga je, da predstavim danes tole akcijo Namizni računalniki za prizadete v poplavah. To je bil en hiter odziv na reakcijo, ki se je zgodila. Mi smo tehnično začeli zbirati od ljudi točno tisto, kar so želeli, kar so potrebovali. In naš namen je bil res, da ne da nekaj novega kupujemo, ne da zbiramo sredstva, ampak da se dejansko reciklirajo računalniki. In to je bil projekt društva Duh časa, mreže NVO-VIT in zavoda Nefix Čišče središče, da smo dejansko združili moči in pomagali ljudem, da so prišli do tiste opreme, ki so jo potrebovali, zato ker so jo izgubili v poplavah. In nam se zdi to najboljše, da dejansko nevladne organizacije odgovarjamo na način, tisto, kar poznamo, tam, kar smo dobri, ne pa, da se izmišljujemo neke nove akcije in tako naprej. Veseli smo, da je bilo vključenih prek 100 ljudi, razdelili smo 40 računalnikov, 40 monitorjev, 22 prenosnikov, en kup multimedijske opreme, ki so jo tudi otroci recimo potrebovali za šolo. Dejstvo pa je, da so ljudje rabili računalnike ali za službo, ali za upravljanje teh stvari, ki so pač nujne, tako da nam se zdi, da je akcija uspela. Dejstvo pa je, da še zmeraj kličejo, da še zmeraj informacija ni prišla do ljudi in nas najbolj veseli to, da pač še povemo, da je še možno in da naj se oglasijo, naj nas poiščejo prek vseh kontaktov in potem se bomo dogovorili, kako naprej.